Z velikim veseljem, velikim ponosom danes zjutraj v tem studiu gostimo našega maestra, in sicer maestro Simon Krečič. Dobro jutro. Dobro jutro sam. Dobro jutro. Lepo zdrav. Vidite, kak maestro pride zjutraj že pripravljen, Seveda. ker pravijo, ne, tako kot na odru, ne, tako moraš biti tudi v življenju urejen in seveda na takt. Okay, včasih je fajn malo auf-takta tudi, ne? Auf-takt je, da je potem takt pravilen. Okay. Meni je tak, še enkrat to moram povedati, neverjetno, da pa sem gledal in serijo, tako je bila o enem maestru, pa seveda smo gledali Bradleyja Cooperja, ki je upodobil Leonarda Bernsteina, enega od najbolj legendarnih dirigentov. Ste pogledali verjetno ta film? Nisem pogledal, ampak sem pa pač poznate, ne? Seznanjen. Ja, mislim, noro, v bistvu, koliko interpretativne vrednosti eni izvedbi lahko da en dirigent. To je, ker ono je napisano in ve se in gre za pač komade, ki so pač že pač klasični, ne? In se ve, kako morajo biti zašpilani, ampak Ja, seveda, tukaj gre pa potem za to drugo plat glasbene, ki ni tehnična. Ta tehnična nekako mora biti samo po sebi umevna. Vsak na vajo pride pripravljen, vsak ve za svoj part, zakaj gre. Potem pa seveda na skupnih vajah se naučimo en drugega poslušati, pa se seznanimo s parti drugih in seveda s sugestijami dirigenta. In potem, ko je to vse pripravljeno, če je stvar dobro naštudirana, potem dobi dirigent to svobodo, da lahko v bistvu v trenutku, v danem trenutku iz njih potegne pa še tisto nekaj več, kar mi čutimo kot interpretacijo. No, ravno to, če lahko samo. Izvoli. Koliko recimo pri teh klasičnih delih, koliko si lahko dirigent privošči tem lastne neke dodatne interpretacije? Na nek način veliko. Aha. Veliko, ker na prvi pogled je mogoče vse nekako podobno, pa isto, ampak potem, ko malo bolj noter zakoplješ v to materijo, pa vidiš, da je to eno zelo, zelo raznoliko in pisano polje, ki dopušča veliko možnosti interpretiranja. Zdaj lahko bi celo rekel, dlje kot je skladba oddaljena po datumu, več neke svobode imamo, zato ker tudi ne vemo dobro več, kako so to takrat izvajali. No ja, seveda. Zdaj je recimo velika moda, da se baročne skladbe izvajajo na baročne inštrumente. A celo? Ne, seveda, ker so pač replike starih, ko so narejene po teh merah in violine imajo strune iz črev, kot so nekoč imele, ne pa železnih. To je od čarovnic, ne pa to gosače. Trobila so veliko recimo mehkejša, kot so današnja. Današnja so bolj agresivna, ker pač inštrumenti so še naprej, tehnika je še naprej. In smo na nekem razkoraku med tem, da recimo najboljše violine so stare 250 let, najboljše trobente, flaute so pa stare 0 let. In imamo tukaj včasih ta stare violine težko parirajo količini zvoka teh novih inštrumentov, ki so pač z novimi tehnikami narejeni tako, da proizvedajo zelo veliko količino zvoka. Taki današnji problemi. Eni se pač vračajo nazaj in iščejo, kako je to bilo leta 1600, ne vem kaj, in potem Zanimivo. Skratka, ne bo nikoli sfalilo v muziki, ki je avtocesta, emotivna avtocesta do srca vsakega. Ne? Ja, to je pa ta čustvena komponenta. Ne? Mi smo pač vsi čustvena bitja, tudi glasba v različnih obdobjih nam različno paše na nek način, nas različno nagovarja, tudi glede na razpoloženje. Nam enkrat paše malo bolj opera, enkrat malo bolj veselo, enkrat malo bolj žalostno, kakor je. In lahko je v bistvu, to je, jaz mislim, veliko tudi odvisno od našega samega doživljanja. Tako je ista interpretacija, pa bo 100 ljudi imelo drugačno. Ja, individualno, res je. In to je lepota tega. Ja, definitivno. Ker vi seveda date ogromno, ne samo emotivno, pri recimo vsaki izvedbi kot dirigent, ampak seveda tudi fizično. Morate biti dobro fizično pripravljeni? Mislim, predvsem je tukaj gre za mentalno pripravljenost, ker na nek način moram jaz to voditi in na nek način hkrati kontrolirati, kaj se dogaja. Ne, ker in biti naprej malo tudi. In biti v bistvu predvideti ene stvari.
Moja glava v tistem trenutku nima toliko časa razmišljati o ne vem kakšnih emocijah, ker imam toliko enih racionalnih stvari za rešiti na nek način. Ja, seveda, in pol ti fagoti ga vedno sedijo. Eni malo prej, Klarineti, favš pa, flaute. še napevka, ki je malo pozabi, ne? Tako da je Na to... srečo tisti, ko na koncu vžgeš s činelami. Se je že kdaj zgodilo, ker recimo so, mogoče pa dobro zdaj malo karikiramo, ne? Ampak to je pač ta laična percepcija tega, ne? Da veš, en celi čas samo sedi in pol na koncu enkrat vžge in se je zgodilo kdaj, da je, ko je na koncu vžgal, da je narobe vžgal? Vse sorte se je zgodilo, ja. Absolutno. To jaz tudi poznam zgodbe, da se je tudi zgodilo, da se je vstal, pripravo, zamudil, odložil in se vsedel. Tako, tudi. Ker točno to je težko, to si predstavljajo ljudi, da je to težko, samo enkrat v eni uri točno vedeti, kdaj. Joj, ja. Tudi to se je že zgodilo. Eno samo se dobijo plačo, zato pa te morajo vedeti. To sem htela reči, ne pač glej. Ne, ampak res ste vrhunski. Mi smo veseli, v bistvu, glede na to, na vaše renome, čisto konkretno, bi lahko vi dirigirali kjerkoli, delali kjerkoli, ampak ste pa tu v Mariboru in to je pač posebna čast za nas kot mesto tudi, ne? No, hvala lepa. Pač Maribor je moj dom, jaz imam tukaj družino, tukaj živimo, tukaj se dobro počutimo, tako da to je meni na nek način samo po sebi umevno. Ja, super. Vse to ne pomeni, da ne skočim tudi kam drugam. No ja, seveda, vaš opus je... Ampak se vendarle vedno sem vesel, ko se vrnem domov. Če bi morali izpostaviti, recimo, kje pa je bilo res dobro, ali pa je bilo recimo kako prizorišče, ne vem, kakšna opera, kakšna koncertna dvorana, ki ste si jo vedno želeli in se je potem to uresničilo? Jaz nisem bil nikoli preveč poln nekih lastnih ambicij pa želja. Tako da bi rekel, zdaj pa moram jaz na Dunaju ali pa v New Yorku dirigirati, drugače ne bom srečen. Tako da sem se vedno pustil malo presenetiti. In življenje mi je dalo na pot res veliko lepih dogodkov, moram reči, da sem lahko zelo srečen za to. Je bilo pa včasih tudi kakšne predstave, kjer imaš vse naštimano, da bo vse super, pa ni tiste kemije, če rečem. Pa si včasih razočaran. Včasih si pa tako nepričakovano greš v eno stvar in se nekako razvije v nekaj prekrasnega. In to je ta spomnim, da bil sem enkrat na Kitajskem, z enim orkestrom, ko ga nisem poznal, z enim spevci, tudi ko sem jih v bistvu prvič videl, bilo je polno enih tehničnih problemov, taka zelo zakomplicirana zadeva. Bile so fantastične dvorane, ker tam je pač izjemno razvito, ampak ta tehnična plat pa ni tako razvita kot pri nas. In vse sorte je bilo, kar ni štimalo tako. Marsikdo bi že najbrž se obrnil pa šel domov. Potem je pa v enem trenutku pevka tako zapela en visoki ton, da mi je samo tist ostal od cele tiste turneje in še zdaj, ko se spomnim, mi gre kurja koža. Wow. In to arijo bomo tudi izvedli na operni noči v petek. In to je seveda tudi... Na katero ima ta spomin. To je osnovno, zakaj je maestro danes tukaj v petek zvečer, operna noč v parku, 8:30, vreme bo lepo, prireditev ne bo odpadla. O programu, kaj lahko pričakujemo, s čim se bodo pokazali in navdušili člani orkestra, solisti, zbor, o tem v nadaljevanju. Čez 8 v tem studiu gostimo našega maestra Simon Kerečič, tukaj veseli in ponosni smo, da je tako. Še enkrat dobro jutro. Dobro jutro. Je čas, ker vemo, da je zdaj pa že skoraj tako daleč. Čeprav seveda, ko je operna noč, to je eden od osrednjih dogodkov v letu v našem mestu, se igrajo stvari, ki ni to nek nov repertoar, ne? No, ni, gledamo vedno tako, da bi bilo čim bolj blizu ljudem. Zdaj, to ni tako lahka naloga, ker če govorimo zdaj že o 10. verziji, za 10 večerov največjih hitov nabrati ni tako enostavno, ampak letos smo se v bistvu potrudili, da je iz vseh teh 10 let hitov najboljše zbrano. Ja, ker je let 10, na nek način jubilejna, ampak se pravim, vse to so stvari, ki jih vedno je fajn slišati. Pa ne zdaj, da nočem biti stereotipen, ampak jaz sem zaljubljen v Nessun Dormo
In jaz lahko to poslušam vsak dan, pa 2krat v nedeljo, kot se reče. Ne? Ja, seveda. In S tem ne moreš faliti. Tako, ne? tako. In to jaz mislim, tudi je treba dati, to ljudje na nek način pričakujejo in je tudi prav tako. Ja. Če tudi Dunajskega koncerta brez Radetskega marša si ne predstavljamo Recimo. na novo leto, to je pač to, kar je naša tradicija in to mora postati. Ja, ali pa Rolling Stonesov, da ne bi Satisfaction zaigrali Recimo. in tako dalje. Drugače, preden gremo na Operno noč, to moram zdaj izkoristiti od te moderne muzike. Zdaj, če rečemo, vprašamo maestro, bolj rocker ali bolj urbana glasba? Pa, pred leti bi rekel, sem bil mogoče malo bolj rockerski, ampak to je iz tistih 80-ih še nekako, Aha, 80-90. Zdaj malo bolj mogoče na neke malo bolj lahkotne. Aha, ok. Pa kakšen tak easy jazz ali pa kaj takega. Okay. Drugače, v kakem bendu ste igrali? Kdaj, Ne, tak, jaz da v bi bistvu nisem. Blues ga žgali Ne, ali pa ne. Bi si želel, kar pogrešam v klasični glasbi, je improvizacija. In tukaj v bistvu, ki je nekoč bila, zdaj je pa pač izginila iz tradicije, tako da to bi želel, ampak nekako, kar sem poskušal, nisem bil preveč uspešen. Pa ne bi zdaj tako skromen. Ne, mislim, to je pač ena panoga, ki tudi zahteva celo življenje, celo glavo, a ne, hočeš temu posvetiti. Ja, gremo se zmeniti, gledajte, če boste kadarkoli imeli voljo, mi smo tu tudi Razširili boste zelo ljubiteljski Imamo- glasbeniki, bomo naredili koncert pri nas v tem studiu. Ja, mi bomo imamo namreč hišni bend. Ja, mi bomo že vrteli to osnovno bluzovsko formo, vi pa lahko na klaviru, ker vemo, da ste seveda v osnovi pianist bili, ne, ki je celo pri Aciju Bertonclju študiral, tako da ni to hec. Okay, če se vrnemo k Operni noči, kaj so recimo, kateri so tisti vrhunci, ki jih vi zdaj napovedujete ali pa vidite? Mislim, vrhunci, jaz bi rekel, da vsak naš član, vsak naš solist, 8 jih bo nastopilo od hišnih solistov, bo na nek način svoj vrsten vrhunec. Vsak se bo predstavil s tisto arijo, ki jo najbolj pozna. Solisti so zelo prepoznavni pri nas, tako da mislim, da jih niti ni treba posebej predstavljati, ampak vsi nekako vemo, kaj pričakujemo od Rebeke Lokar, od Sabine Cvilak, od Martina Sušnika in tako naprej. In bomo pa imeli letos kot jubilejno tudi enega posebnega gosta. Aha. To je pa baritonist Željko Lučić, sicer srbskega porekla, ampak on je baritonist, ki je bil izjemno uspešen in še vedno je v Metropolitanski operi v New Yorku. Tako da to bi jaz lahko rekel, da je letos ena taka dodana vrednost oziroma nekaj drugačnega, kot je bilo prejšnja leta. Tako da on bo zapel 3 velike arije iz tega baritonskega repertoarja. On je izjemno prepričljiv dramski bariton in pričakujemo tukaj tudi 3 dodatne vrhunce še po tem večeru. Odlično. Ne, že samo Jaz, menimo se, pa smo Napeti. to bo res, park bo premali, jaz sem prepričan, ker vreme je napovedano, za inštrumente ni problem, da se zunaj igra, ker vemo, da so kar občutljivi. Problem je, se pravi, so seveda omejitve. A ne? Inštrumenti so občutljivi na vlago, Zato. na temperaturo tudi, tako da če preveč pade, je potem tudi za nas seveda nemogoče, ampak mislim, da smo nekje na nekem spodnjem limitu, da bo šlo. Da bo šlo skozi, okay. okej. Drugače pa improvizacija, gled, če ti se za pol tona raštima, pač pol tona niže špilaj, ne? Ali pa si v glavi sam Problem so, Lahko je problem reči, so poškodbe. Če Ja, hočijo seveda, oboje seveda. klarineti, a ne, violine so to. Absolutno, ker to stane res veliko denarja in na to je treba paziti. To je podaljšek telesa v bistvu za vsakega vrhunskega glasbenika. Maestro, se pravim, lahko bi se pogovarjali v eno, ampak z velikim veseljem pričakujemo še en vrhunec, ki ga boste pripravili, in ker vem, da ne dobite tega dovolj, dovolite, da se vam mi zahvalimo za vse, kar delate in za nivo, ki ga vzdržujete in še dvigate v naše mesto, v naši ustanovi. Hvala lepa, tudi jaz se moram zahvaliti absolutno tukaj naši publiki, našemu mestu za takšno podporo, ker mi smo zato tu, da dodajamo vrednost našemu mestu, in če čutimo to, da se toliko ljudi zbere, da toliko ljudem naša hiša, naša opera veliko pomeni, potem je naše poslanstvo upravičeno Upravljeno, ja. in temu smo mi
zelo hvaležni, da v Mariboru je to tako, ker poznam mnogo mest, kjer to ni tako, nažalost. Zato pa se to korajši vedno vračam domov, odkudar pridem, ker si mislim tukaj vsak meščan, jaz mislim, da ga ni meščana, ki bi rekel, da ne bi vedel, kaj je ta hiša in kaj pomeni. Seveda, absolutno. In pravim, zdaj na tak način, kot ste pa že pred 10 leti s to čudovito idejo prišli, da se tudi na tak način odprete res najširšemu možnemu krogu, je pa darilo, ki ga pač vse meščanke in meščani, če le gre, moramo izkoristiti. Maestro, torej še enkrat najlepša hvala, ker vem, da cenite vrhunske inštrumente, imamo mi eno darilce, eno VBO premium zobno ščetko. Hvala vam, da ste prišli, ta je tudi najboljša, tako kot vi. Ja, vidim. Tako da hvala še enkrat in verjamemo, da bo nepozabno v petek. Hvala za vabilo. To je bil maestro Simon Krečič.